Cene komunalnih storitev bodo nekoliko dražje. O proračunu spet v ponedeljek. Krka v drugem delu tekmovanja. Dober večer. Včerajšnja seja v Mirni Peči je bila komunalno obarvana. Tamkajšnji občinski svetniki so namreč v prvi obravnavi potrdili odloke o oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter s področja komunalnih odpadkov. Razlog za obravnavo omenjenih odlokov je v državni uredbi, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem letos, njena določila pa začnejo veljati 1. aprila prihodnje leto. Na osnovi teh aktov je potrebno uskladiti tudi občinske odloke in na osnovi tega sprejeti tudi elaborate za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Sprememb je precej, med drugim to, da morajo vsi plačevati enako izhodiščno ceno in da cene storitev po novem potrjujejo občinski sveti. Vemo, da so v preteklosti cene potrjevale pristojno ministrstvo, pa še finančno ministrstvo, ministrstvo za gospodarstvo, celo vlada je morala dati soglasje na to. Z 5. členom omenjene uredbe, ki sem jo omenil, pa se ta pristojnost prenaša na lokalno raven. Sicer pa bodo v Mirni Peči z novim letom cene komunalnih storitev nekoliko višje. Občina jih bo še naprej subvencionirala, a ne vsem. Tisti, ki imajo pridobitno dejavnost, morajo plačati tisto vse, kar je za gospodinjstvo, pa lahko sofinancira občina seveda v tistih zmožnosti, kot je možno. To pomeni, če bomo subvencionirali, potem amortizacija nam ne ostane, oziroma razvoj nam je težji. In nekaj kompromis bomo tukaj mogli sklepati tudi v bodočnosti. Na včerajšnji seji so svetniki potrdili tudi poslovni načrt novomeške komunale za leto 2014. Na mizah šmarjeških občinskih svetnikov pa se je na zadnji redni seji znašel tudi predlog proračuna za prihodnje leto. S soglasjem 8 svetnikov je šel predlog v 15-dnevno javno obravnavo, o njem pa bodo svetniki znova, tokrat dokončno, odločali na ponedeljkovi seji. Na občinski račun se bo v prihodnjem letu po načrtih tamkajšnje uprave steklo skoraj 4,2 milijona evrov, medtem ko so občinske obveznosti načrtovane v višini nekaj več kot 4,6 milijona. V njem je kar veliko, bom rekla, razvojnih projektov, dokončanje vodovoda, Vini Vrhninska cona in kanalizacije Gradenje, energetska sanacija osnovne šole Šmarje tam, potem izgradnje kanalizacije Brezovica Strelacij in obnova ostale infrastrukture. Poleg obnove stare šole v Beli Cerkvi, a zgolj v primeru uspešne prijave na razpisu, bo občina na približno 140 tisoč evrov namenila tudi za naložbo hidravlične izboljšave in nadgradnjo sistema pitne vode. Kjer se bo zgradila nova vodarna jezero, nov vodohran v Gorenji vasi, obnovil se bo vodovod v Gorenji vasi in seveda istočasno se bo izvedla tudi kanalizacija in pa obnova vodovoda od Družinske vasi pa do Sračnika. Na očitek svetnika Petra Selaka, da občina premalo vlaga v obnovo cestnega omrežja, kar je na seji podkrepil tudi s slikami potrebnih obnov, županja odgovarja jedrnato. Številke kažejo, da se je do sedaj vložilo na cestnem področju v samostojni občini Šmarješke Toplice skoraj 3 milijone evrov. Sicer pa predlog proračuna vsebuje tudi znatna nepovratna sredstva. Gre za približno 1,5 milijona državnih in evropskih sredstev, še dodaja županja. Namera občine Straža, da ob čistilni napravi na selih zgradi tudi zbirno-reciklažni center, je dvignila precej prahu med prebivalci sel in potoka, ki so svoje nestrinjanje izrazili tudi na protestnem shodu konec maja. Od takrat naprej skušajo župana Alojza Knaflja prepričati, da projekt ustavi, kar jim je deloma tudi uspelo. Tako so na okrogli mizi gibanja Gros še enkrat več poudarili, da lokacija zbirno-reciklažnega centra na selih ni primerna. Saj je v vodovarstvenem pasu, v varstvenem pasu, v poplavnem področju, v erozijskem področju in še delno v Naturi 2000. Čeprav so se z županom večkrat pogovarjali o tej zadevi, pogovori niso obrodili sadov. Smo ostali pač vsak na svojem bregu, ne odstopil ni ne on, ne mi. Mi smo se poskušali, poskušali smo po vseh pravnih poteh nastopati in to je bila najboljša varianta preko upravne enote, kjer smo bili
priglašeni za stranko v postopku. Predvsej pomislekov glede lokacije zbirno-reciklažnega centra na Seljih so imeli tudi občinski svetniki, ki so na eni izmed sej sprejeli sklep, da župan umakne vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Jaz sem glede na sklep občinskega sveta in ponovno potrditev tega sklepa potegnil vlogo za gradbeno dovoljenje iz procedure, čakam pa na odločitev upravnega sodišča. Straški župan je namreč dal sklep občinskega sveta preveriti, saj na drugi strani, kot pravi, zakon občini narekuje, da postavi svoj zbirno-reciklažni center. Po besedah župana je lokacija na Seljih najbolj primerna. Umestili tam, kjer je za občino najbolj ekonomsko upravičeno in tako, kot se dela v celotni Sloveniji, to se pravi ob teh čistilnih napravah. Ne glede na vse, župan z občinsko upravo še naprej išče tudi druge primerne lokacije, kjer bi postavili zbirno-reciklažni center, vendar jih v občini ni prav veliko. Predstavniki civilne iniciative pa poudarjajo, da občina takšnega centra sploh ne rabi. Odpadke bi lahko vozili v Novo mesto ali v Žužemberk, kjer takšni centri že stojijo, pravi Vidmar. Na Fakulteti za energetiko Krško se veselijo začetka gradnje razvojnega centra Zelen, ki bo fakulteti in gospodarstvu omogočal raziskovalno dejavnost v energetiki. Inštitut bodo zgradili in opremili poleti prihodnje leto. Fakulteta ima v 6 letih delovanja 149 diplomantov. Z letošnjim vpisom so zapolnili vsa mesta na visokošolskem programu. Zelo zadovoljni so tudi z vpisom na 2. stopnjo magistrskega študija, manj pa z vpisom na univerzitetni program. Dekan se nadeja, da bo v prihodnje tudi za ta program več zanimanja, saj bodo ustvarjeni pogoji za pravo raziskovalno dejavnost v novem inštitutu Zelen, ki raste v soseščini Gen energije. Končno se je letošnje leto precej primaknilo v tej smeri. Dela potekajo po planih, upamo, da nas ne bo presenetila zima. Seveda s snežnimi padavinami. Predvidoma bodo dela končana tam nekje med majem in avgustom. Razvojni center Zelen je z laboratorijsko opremo vred ocenjen na 1,5 milijona evrov. Polovico bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, razliko pa konzorcij 12 podjetij, ki so skupaj z občino Krško in Mariborsko univerzo družbeniki v centru. Nimam podatkov o tem, da bi večji partnerji z večjim finančnim vložkom, ki so udeleženi v projektu, odstopili. Mislim, da je ena manjša družba iz Maribora. Zaenkrat večjih težav pri financiranju gradnje inštituta ni videti. Dekana bolj skrbi primanjkljaj v financiranju delovanja fakultete, saj jim manjka okrog 200 tisoč evrov za izvajanje javnih služb. Ker je december čas nakupovanj in obdarovanj, so v društvu Dom v Črnomlju pripravili predavanje, na katerem so obiskovalci dobili odgovore na vsakdanja vprašanja o nakupovanju in obdarovanju. Bodimo odgovorni potrošniki in kupujmo z glavo, še posebej prehrambene izdelke, je poudarila generalna direktorica Uprave Republike Slovenije za varno hrano Vida Čadonič-Špelič in pozvala. Pridelujmo domačo hrano, jejmo domačo hrano in če je nimamo svoje, kupujmo hrano in živila v svoji okolici od svojih sosedov, prijateljev in znancev, ker ta je gotovo bolj kvalitetna in bolj varna. Res je, na trgovskih policah najdemo živila iz tujine, ki so cenejša, pravi Čadonič-Špeličeva. Žal je kriza prinesla sabo tudi to spoznanje, da pred kvaliteto in pred varnostjo pač izberemo ceno. Vendar je bolje, da pojemo manj pa tisto domače in kvalitetno, kajti najbrž si znamo vsi predstavljati, kaj pomeni en proizvod, ena zelenjava pripeljana iz Nizozemske, ki nikoli ni videla zemlje. Takšna solata, bom rekla, je skoraj boljš včasih, da je ne zaužijemo. Potrošniki bi morali znati brati deklaracije na živilskih izdelkih in vedeti, kaj nam le-te sporočajo, pravi inšpektorica za hrano Špela Kusič. Potrošniki pa bi morali poznati tudi svoje pravice, dodaja tržna inšpektorica Slavica Starešinič, ki je zbrane na predavanju opozorila, na kaj morajo biti pozorni pri nakupih. Na njihovem inšpektoratu je namreč veliko pritožb. Predavanje pa so sklenili z dobronamernim nasvetom.
da v poplavi vseh teh izdelkov v veleblagovnicah, da so tudi izdelki, ki jih znajo sami pripraviti, poiščejo doma po shrambah, malo iznajdljivosti, nekaj ročnih spretnosti in darilo za lepe praznike bo tukaj. Zagotovo ga bo vesel vsak, dodaja Apščeva. Če ne bo čebel, bo izumrlo veliko rastlinskih vrst. Naslednji, ki bo izumrl, pa bo človek, pravi Andreja Stankovič iz Zavoda Čebela, ki v teh predprazničnih dneh stavi na domače medene jedi. Na delavnici medenih jedi so kuhali in pekli z medom, ki ga lahko uporabljamo v različne namene. Za vse, recimo mesne jedi, za temne vrste mesa uporabljamo kostanjev med, za razne prilive, mogoče mi smo naredili s pomarančo, potem tudi za priloge, svaljke smo naredili z orehi, lešniki in z medenim prilivom. Primeren je tudi za solato, medtem ko je sestavni del sladic že zelo dolgo. Prve potice, ki jih poznamo, so namreč medene potice. Med poleg tega, da je hranljiv zelo, je tudi zelo zdrav, to vsi vemo, ne? In zakaj ne bi uporabljali medu namesto drugih zdravil in sladil, ne? Vemo, da bel sladkor ni dober za telo, med pa je zelo zdrav, zato čim več medu. Delavnica medenih jedi je le ena mnogih, ki potekajo pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto. Namen teh projektov, kakor je živitev podeželja, to se pravi pač tudi izvedba delavnic na to temo, tako da smo imeli kar nekaj delavnic, ena izmed teh je tudi ta današnja kulinarična delavnica, s katerim hočemo nekako živeti spet med Darso skozi kulinariko. Najbrž bo med prihajajočimi prazniki tudi z vaše kuhinje zadišalo po medu. Naj bo toplo ali mrzlo, dež ali sneg, šentrupertskih lunohodcev nič ne ustavi. Tudi včeraj jih ni. Tako so se ob sinočni polni luni podali na že 87. pohod po najkrajši poti iz Šentruperta v nebesa. Za lunohod porabijo dobro uro, odvisno od vremena pa tudi število udeležencev. Tukaj gremo čez Kamje, potem čez Prešo se reče pri nas po domače, pa v nebesa, tako po enem grebenčku, pa naravnost v nebesa. To je pač ena taka steza, po kateri so prej v službe hodili. Poprečno se pohoda udeleži med 35 in 40 lunohodcev. Če je polna luna ob koncu tedna, jih je več, med tednom pa zaradi služb in šole manj. V novomeškem domu starejših občanov se veselijo vsake donacije, sploh takšne, ki je plod sodelovanja njihovih stanovalcev z mlajšo generacijo. Tako so v prazničnem decembru prejeli družabno igro tombola in lesene izdelke, ki so jih podarili lokalni obrtniki. Novomeška srednja gradbena in lesarska šola podpira projekt medgeneracijsko sodelovanje, v sklopu katerega so stanovalci na delavnici izdelovali ptičje hišice in pladnje. Na osnovi tega smo tako krepili različna področja človekovega delovanja, tako področje kognicije, motorike, socializacije. Tokrat se je vključilo 8 stanovalcev. In sem videla, da sem nekaj odnesla od tega, ker sem razgibavala. To me je gor držal in me še drži zdaj. Obrtniki so domu podarili izbrane izdelke, mizice, stole in pručke. Tudi starejši so potrebni pozornosti naše, da začutijo, da niso pozabljeni od vseh. Zato v domu, tako direktorica Milena Dular, izvajajo različne vrste medgeneracijskega sodelovanja. Košarkarji Krke so v odločilni tekmi prvega dela evropskega izziva doma ugnali turški Tofaš z 71-61, kar pomeni, da bodo tudi v začetku prihodnjega leta zastopali slovenske barve v tem evropskem tekmovanju. V tekmi za biti ali ne biti so bili Novomeščani vse skozi v rezultatski prednosti, vendar so jim gostje iz Turčije vse skozi dihali za ovratnik. Vseeno so na koncu zasluženo slavili domačini. Zelo pomembna tekma za eno in za drugo ekipo. Šlo se je v nadaljevanju Euro Challenge-a, ampak mislim, da lahko rečem, da smo jih imeli kar pod kontrolo, celo tekmo. Že na začetku smo dobro začeli, naredili neko prednost. Danes smo bili zbrani in smo uspeli tekmo pripeljati do konca in veseli smo vsi, zdaj gremo naprej, čaka nas Solnok in v Euro Challenge seveda drugi krog. Krka bo v drugem delu evropskega izziva igrala v skupini J skupaj z italijansko Reggiano, francoskim Cholejem in madžarskim Solnokijem. Mi se ne bomo ustavili, zdaj neki so bili začetni cilji, mi gremo tekmo po zmago, zakaj pa ne bi dosegli neki še višji cilj.
V domačem taboru sta bila najboljša strelca Murić s 13 in Bečirović z 12 točkami, medtem ko je bil v dresu Tofaša najbolj natančen prav Novomeščan in nekdanji igralec Krke Jure Balažič, ki je dosegel 17 točk. Najuspešnemu jesensko-zimskemu delu sledi tudi taka pomlad. Hvala za pozornost in lep večer.